Ste že kdaj slišali, da avto jadra, pa ne veste točno, kaj to pomeni? Ja, zato imate pa mene, a ne? No, to pomeni, da se naprej premika brez motornega upora, zato nekateri novejši avti v kombinaciji s samodejnim menjalnikom celo na avtocesti prestavijo v nevtralno in takrat motorni vrtljaji padejo v prosti tek. Seveda samo, kadar je motor povsem neobremenjen. In mogoče ste slišali tudi, da na ta način lahko varčujete, ko po klancih navzdol prestavljate v prosti tek v ler po domače. Ker potem motor nič ne zavira in se lahko peljete veliko dlje, kot če bi imeli v prestavi, pa potem takrat seveda motor zavira. Ja, v teoriji res lahko, ampak nobena cesta ne gre čisto naravnost in ima vsaj dva ovinka, levega in desnega, pa treba je upoštevati, da motor, ki jo prestavi in pri katerem ne dodajate plina, ne porabi nič goriva. Nula. Poganjajo ga samo kolesa, torej ravno obratno kot ponavadi med vožnjo, ko motor poganja kolesa. Če imate v nevtralni prestavi, pa porabi nekaj goriva, sicer malo, ampak more sam sebe vzdrževati, ne? Zato imam dva testa, da vidimo, če bo kakšna razlika v porabi goriva. Štart je v obeh primerih tukaj na Ljubelju, potovalc na nulo, pa dol do Tržiča. Zraven bom meril še čas, da bom videl, če bo tukaj kakšna omembe vredna razlika. No, prva vožnja pa bo lepo z uporabo prestav in zaviranjem z motorjem. Tole je dejansko najbolj simpel. Ko sem dovolj hiter, samo spustim plin, evo, potovalni računalnik takoj pokaže 0,0 in to je to. Ker je pot kratka, bo tudi tale moja vožnja dejansko kratka, se bom pa v 12 km spustil za dobrih 500 metrov, torej kar dober padam. Pa večino časa bom izven naselja, torej je omejitev 90 km/h, zato dejansko lahko porabim tempomat in je tudi ta problem rešen. Evo, cilj praktično pred mano, poraba pa 1,3 litra. Seveda so pnevmatike poleg zračnega upora avtomobila na takšni poti najpomembnejši faktor za porabo goriva. Nekateri pravijo, da tudi masa avtomobila, ampak ta minimalno vpliva. Večja masa bi v bistvu po klancu navzdol še bolj porivala avto in mi pomagala, ampak jaz imam majhno in lahko Fiesto. Ok, pnevmatike. Te so Continental EcoContact 6 in že samo ime pove, da so eko, torej poleg dobrega oprijema, skrbijo v bistvu še za manjši kotalni upor in za manjšo porabo goriva. Pri Continentalu pravijo, da zaradi izboljšane geometrije komponent in učinkovite porazdelitve silike. Ampak ob tako tehničnih stavkih meni kar cvrči v glavi, zato si raje pomagam z oznakami na pnevmatikah. Za porabo goriva imajo te oznako A. A je najboljša, E pa najslabša, torej smo v bistvu čisto pri vrhu. To je pač guma, s katero se boste varno in predvsem zelo dolgo vozili, ker se tudi obrablja počasi. Evo, vožnja številka 2, zdaj na klancih navzdol prestavljam v prosti tek. Za začetek takole opaska. Dela je veliko več in že samo zaradi tega ne priporočam, da se vozite takole. Boste manj sproščeni, manj osredotočeni na vožnjo in to je seveda tudi manj varno. Sploh pa ni varno, ker na ta način lahko hitro pregrejete zavore. Si ne predstavljam, da bi takole vozil z Vršiča dol, ker v dolino ne bi prišel po cesti. No in če vas skrbi vsak deci pri porabi goriva, potem tudi predlagam, da se raje naokrog vozite s kolesom. Glede na to, da je cesta večino časa navzdol in da hitrost sploh ne pada, je avto lahko večji del časa v prostem teku. Celo zavirati moram občasno, da nisem prehiter in potem tudi bolj obrabljam same zavore. No, da ne govorim še enkrat, da se seveda s tem pregrevajo. Tempomata tudi ne moram uporabljati, po drugi strani pa velikokrat ni treba uporabiti plina, ker takole prijadram bistveno dlje. A ja, no, v prostem teku je trenutna poraba okrog pol litra. Poraba druge vožnje je bila, ne povem. Mislim, ni bila toliko poraba, dejansko sem dobil številko, ampak jo vi napišite na Facebook volan, ker spet nekoga čaka taka lepa Continentalova vrečka s kupom finih daril. Mogoče kakšna stvar manjkala, ker jo bom vzel jaz. Ne, saj se hecam, no. Hiter, dajmo.